Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Prihodnji ponedeljek bo Mariborski mestni svet, ki deluje v nepopolni sestavi, odločal o predlogu proračuna za leto 2013. Na ta dan so ponovno napovedani tudi protesti nezadovoljnih državljanov, ki terjajo odstop sedanjega mestnega sveta. V vsej krizi tukajšnje lokalne politike pa je ostal pozabljen glas tistih, ki v praksi in vsakdanjem življenju spoznavajo in dobro poznajo probleme prebivalcev in so tudi v preteklosti na mestno politiko naslavljali zahteve, prošnje ali predloge, kaj izboljšati, čemu dati prednost in zakaj porabiti denar, ki ga v mestni proračun prispevamo prebivalci Maribora. Zato smo nocoj v naš studio povabili 4 predsednike svetov mariborskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Naj oni povedo, čemu bi se moral najprej posvetiti nov mariborski župan, ki ga bomo volili 17. marca. In ne le on, ampak vsa odstopljena ali dopolnjena, delno sedanja ali bodoča mestna politika. Z nami so, predstavil jih bom z moje desne, gospod Jožef Škof, predsednik sveta krajevne skupnosti Malečnik Ruperče. Dobro večer. Dobro večer. Gospod Alojz Kraner, predsednik sveta krajevne skupnosti Limbuš. Pozdravljen. Gospod Vasilij Cimerman, predsednik sveta mestne četrti Center v Mariboru. Dober večer. In gospod Uroš Grbič, predsednik sveta mestne četrti Tezno. Dobro večer tudi vam, dobro vsem 4 dobrodošli še enkrat v naši oddaji. Gospod Škof, začeli bomo z vami. Kako v vaši krajevni skupnosti, nekako na robu Maribora, vidite sedanje razmere v mestu, katera pričakovanja ljudi iz vaših naselij še niso bila uresničena in čemu bi v prihodnje mestna oblast morala dati prednost? Več izzivov je. Jaz zdaj vodim to krajevno skupnost 2 leti pa 3 mesece. Lahko za gotovostjo zatrdim, da sem z delom in to, kaj smo dosegli v tem obdobju, delno zadovoljen. Več kot v tej situaciji, ko govorimo o krizi, se pravzaprav ni moglo več narediti, saj nismo pravzaprav v občini Maribor sami. Naredili smo pa tisto, kar smo v letih pravzaprav zamudili. Med tem časom so postale zdaj seveda potrebe večje, ker nas je doletela ta poplava, ker nas čaka veliko dela za sanacijo Drave, drugače bomo doživeli pri večji poplavi še drugo katastrofo. Naredili smo precej cest asfaltnih, gradim na tisto, kaj je bilo leta nazaj zamujeno. Uspelo mi je, to se pa lahko pohvalim, da se tudi zahvaljujem našim krajanom, da mi je uspelo po 8 letih prepirov nekaterih, ko niso hoteli zaradi raznih vzrokov podpisati zemljišče, da smo dali cesto javno dobro, da smo lahko eno cesto s pomočjo župana Pesnice v Senekovča smo skupaj stopila in smo naredili na Vodolah eno povezavo ceste, ki je bila velika želja teh ljudi, ker so bili pravzaprav odrezani od tega, kot da niso, samo ena hiša spada k nam v Vodole. In smo takrat to povezali, zdaj ljudje so zadovoljni, ker imajo zdaj zelo kratko razdaljo do Maribora. Obenem se še pa je tale galerija v Emiliju odprla, ki nam je dala v Malečniku pravzaprav en novi zagon. Lažje pridemo v Maribor in na Pobrežju se čuti, da je promet tudi precej padel, ker se lahko razdelimo na desno pa na to cesto. In je tudi osnaževanje, če se tako pogovarjamo, tudi manjše, to je dejstvo. Dobro, hvala vam za te uvodne odgovore. Gospod Kraner, ko ste se dopoldne pogovarjali, ste mi dejali, da ste v Limbušu deloma slabe volje, ker so na vas recimo lani v okviru Evropske prestolnice kulture recimo temu pozabili. Imate tudi pogoje za razvoj turizma, ampak hkrati recimo nekoč priljubljene izletniške točke Maribora na vašem koncu neslavno propadajo. Kaj je treba spremeniti v Mariboru, da ne boste ostali pozabljeni? Tako blizu, tako daleč bi rekli. Hvala za vprašanje. Dejansko je resnica, da smo pričakovali ob izvedbi EPK-ja, da bo Limbuš ravno tako dejansko zajet v te projekte. Zgodilo se je ravno nasprotno, končali so se nekje na meji pred Limbušem in žalostno je to, da se dejansko na našem priljubljenem Limbuškem nabrežju, ki
ki so bile praktično včasih počitniški, bomo rekla, sindikalni domovi naših podjetij, od Boris Kidriča, MTT-a, Elektrokovine in TMZ-a, to je še UNZ imel. Vse skupaj praktično je to zelo v žalostnem stanju, moramo ugotavljati. In pobude osebno se mi sam dajo, da bi bilo dejansko smotrno razmišljati o turizmu na tem področju z pomočjo uvedbe motornih čolnov na reko Dravo, na Bresteniško jezero. Lahko vam samo to povem, da smo tudi tu žalostni bili, ker je ta ladja, ki je zdaj zasidrana v Mariboru, bila predvidena za Bresteniško jezero. In zdaj pač tak je, kot je, in dokler se tu politika v mariborski občini ne bo spremenila in ne bo posluha za razvoj turizma na sami reki Dravi, se bojim, da bojo tudi objekti, ki so turističnega pomena, naprej propadali. Moram še omeniti, da nas žalosti tudi to, da je pred leti bil čezmejni dogovor o razvoju turistične ceste, ustvari razvoja turizma od Graca preko Pesnice, Kungute in je prispel do Maribora, kjer je bil zajet tudi Limboš na končni točki Meranovo. Ustavilo pa se je praktično na Lento pri Vinski trti. In tudi tu pričakujemo, tu ne trdim, da je samo občina kriva, jaz mislim, da je tu tudi bi lahko več napravila fakulteta. In jaz mislim, da tudi ne bi bilo slabo, če bi Maribor bil povezan z biciklistično stezo do Limboša. Ker vemo, da je Limboš omenjen že leta 1929 kot ena najlepših turističnih destinacij v stvari kraja. Za kolesarje je tista cesta do vas tudi najbolj nevarna, žal. Ja, ker pač zdaj se kolesarji vozijo po Limboški cesti, razumete, ker vemo, da je tranzicijska cesta, in če bi bila to čez gozd, recimo ob reki Dravi speljana biciklistična pot, asfaltirana tako jo vidimo recimo čez mejo proti Gracu, potem sem prepričan, da bi Limboš doživljal malo drugačen razcvet turizma. To je področje, bomo rekla, kaj se tiče kulture, ustvari turizma. Imamo pa velike probleme na področju komunale, ker se lahko pohvalimo, da smo tudi nekaj napravili, tudi z tem mestnim svetom in za to strukturo, ki je vladala, in so nam veliko pomagali pri dejansko obnovi ceste, Lackove ceste, potem tudi večnamenski parkirni prostor pri našem pokopališču, in bi še lahko naštel, recimo zelo sem hvaležen županu, da se je uresničila naša želja, ko nam je obljubo v vsako gospodinjstvo vodovod in pa elektrika. To smo uresničili, marsikčesa, kaj se tiče kanalizacije, za 120 hiš, zaselkov ob železnici in pa delo Laznice, to je pa katastrofa. Praktično tam ni samo problem kanalizacija, ampak tudi vodovod v salonitnih ceveh, in na to čakamo že več kot 15 let, samo obljube, 2 projekta sta bila napravljena, razumete, zdaj, kasneje se je pojavila čistilna naprava in seveda zdaj vsa kanalizacija, ki je tudi že bila prej napravljena, del kanalizacije teče v reko Dravo. In sprašujem se, kako dolgo bo dejansko Evropska unija to sprejemala. In sedaj smo... Evropska unija, mi, ki živimo tukaj na tem območju, tako rekoč. Evropska unija je že zdavnaj sprejela predpise, ki žal to prepovedujejo. Drži. No, hočem povedati, da se tudi na tem področju je začelo premikati, delajo se projekti, pridobivajo se gradbeno dovoljenje, ampak se bojimo, recimo, da se bo ustavilo pa pri financah. In od tega niture županove, recimo župana, ki je pač odstopil, ali bo prišlo do sprememb ali ne bo, v to se ne bom spuščal, vsekakor pa pričakujemo, da se bo te aktivnosti nadaljevale. Dobro, hvala vam lepa. Gospod Simonon, vi nekako prihajate iz centra Maribora, iz tega najožjega mestnega jedra. Najbrž so mnogi prepričani, da vam nič ne manjka. To je vprašanje? Ja, retorično najbrž. Ja, super. Vi boste pa povedali, kako se vam zdi.
Takole, jaz zdaj, ko sem poslušal moja dva kolega, lahko rečem, da jima samo zavidam, ne? Ker so ogromno naredili in postorili v svojih krajevnih skupnostih in mestni četrti. S čemer se jaz žal ne morem pohvaliti, predvsem zaradi tega, ker v mestni četrti center vse teče nekako samo od sebe. Nihče ne vpraša ali pa se ne posvetuje ali pa sploh, ne vem, občutka nimam, da bi bila mestna četrt center potrebna, kar se tiče urejanja tako pomembnih zadev. Mi sicer pripravljamo program vsako leto, v tem programu opredelimo tudi neke prioritete, kaj bi bilo po našem prepričanju potrebno storiti, tako na področju na lokalnem področju, na področju kulture, na področju športa, na področju. Skratka, naredimo program, opredelimo prioritete, ampak od tega programa žal, kar se nas kot mestne četrti tiče, se ne zgodi veliko. Zadeve sicer tečejo. Mi imamo v centru en kup nekih prireditev, tako športnih, kulturnih, zabavnih, kakršnih koli hočeš. Zdaj, ko je bil ta evropski kulturni, ko smo bili prestolnica evropske kulture v Mariboru, mi kot mestna četrt nismo imeli neke posebne priložnosti se sploh vključiti v projekt. Je bila enkrat izražena želja, da bi imeli en sestanek, ampak do tega sestanka ni prišlo in zadeve so tekle nekako bolj mimo nas. Res je, da smo dvakrat ali trikrat delili vstopnice, prav tako smo delili vstopnice za festival Lent, ampak to so nekakšne obrobne aktivnosti, za katere se mi zdi, da pojem mestne četrti pač naj bi ne opravljal tega. Zdi se mi, da je, vsaj kar se mene tiče, malce zgrešena vloga mestnih četrti, predvsem bi rekel takih, ki so v samem centru, kjer je praktično za skoraj vse poskrbljeno. Kjer poskrbijo službe za tisto, za kar morajo. Mi lahko sicer opozarjamo. Jaz sem sicer tu sabo prinesel odlok o ustanovitvi mestne četrti, pa sem prinesel statut mestne občine Maribor, da vidimo, kakšne so naloge mestnih četrti. Žal, po teh komisijah in odborih se zdi, da so številne, ampak žal je dejstvo, da so te, če res pogledaš, kakšne so naloge, opozarja, opominja, predlaga in tako naprej. Skratka, je največ vprašanje, ali to kdo sliši? To nihče niti noče slišati. Jaz bi lahko tu prinesel en kup dopisov, s katerimi smo opozarjali. Recimo, zdaj se je pojavil en velik problem. Ves avtobusni promet je speljan po tisti ozki ulici, pa na krožišče, pa preko glavnega mostu. Cel tist kompleks, tam, kjer je Narodni dom, pa tista stanovanja, tam tisto ni bilo nikoli tako grajeno, da bi sploh ni takrat nihče razmišljal, da bo tolikšna. Tam je frekvenca 1000 avtobusov v 24 urah. To so domačini tam računali. In seveda prihajajo k nam z nekimi prošnjami, mi pa potem lepo pišemo dopis. Kaj ćemo drugega? Ne? Pišemo dopis na komunalno direkcijo, pišemo sem, pišemo tja in nič od tega. Ampak nisem hotel to povedati. Hočem povedati, da se mi zdi, da bi bilo treba redefinirati pomen in vlogo mestne četrti v takem nekem urbanem središču. Tu bi bilo potrebno ustvariti nek inkubator interesa občanov. Mi sicer poskušamo, mi imamo odprta vrata, mi si želimo, da ljudje prihajajo, ampak ljudi ni. Poskušamo se povezati z društvi, ker zdi se mi, da bi mestna četrt pravzaprav lahko zaživela takrat, kadar bi dejansko bili neka vez med, da tako rečem, med oblastjo, pa med prebivalci, med krajani, med občani, tistimi, za katere mestna četrt je. Tega ni. Če pogledamo samo nekaj let nazaj... V vaši mestni četrti imate tudi ta problem, da se vam število prebivalcev zmanjšuje. Dobro, ne, čakajte, me boste spravil iz konteksta. Če pogledamo samo nekaj let nazaj,
samo nekaj let nazaj, vloge mestnih četrti so bile veliko bolj kompleksne. Takrat so v mestnih četrteh celo predlagali, komu bi lahko pripadlo določeno prazno stanovanje. Mi imamo zdaj javni stanovanjski fond, mestna četrt tu zraven, tu si niti nihče ne more zamisliti, da bi mestna četrt kaj predlagala. Ne? Kdo ima boljši vpogled v socialno strukturo krajanov v mestni četrt, kot bi morala imeti mestna četrt? Nimamo nikakršne vloge pri tem. Ne? Tako da se mi zdi, da bi tu bilo potrebno poudariti, da je res potrebno na nek drugačen način, kar se takih mestnih, še enkrat pravim, krajevne skupnosti so zame druga stvar, ampak mestna četrt v samem centru bi bilo potrebno tesnejšo povezavo med občani, da smo mi pravzaprav servis krajanov. Ne? Med tistim, ki odloča, ampak bi bilo potrebno... In boljši informator v bistvu občinskih služb in teh, ki o teh zadevah odločajo, ki imajo denar v rokah. Ampak da nas nekdo tudi resno jemlje. Ne? No, tako. Gospoda Grbiča bi rad vprašal, ker mislim, da on ima, čeprav je tudi iz mestne četrti, nekoliko drugačno izkušnjo. Mestna četrt Tezna je bila od nekdaj uporniška, nikoli niste bili posebej zadovoljni, ne vem koliko pozornosti vam posvečajo župan, mestni svet. Čeprav na vašem koncu se recimo v tem mandatu so se veliko hvalili zavetišče za živali, domovi starejših, projekt TPK za boljšo prehrano šolskih otrok. Vse to se je dogajalo na Teznem. Center za socialno delo se je preselil na vaš konec mesta, če recimo naštejem samo nekaj teh znanih in najbolj vidnih. Tako sprememb. Ja, nikoli nismo bili uporniki brez razloga, ne? To moram najprej poudariti. Ne? Mi smo si vedno prizadevali z mestno občino ali z županom za dialog, za strpen dialog, in da se upoštevajo naše ideje in pa naše zahteve, ki smo jih seveda soglasno vedno sprejemali v svetu mestne četrti Tezno. In na podlagi tega smatramo, da je občina oziroma župan dolžen naše zahteve ali pa neke sklepe tudi upoštevati. Ne? Najmanj, kar bi lahko storil, je to, da bi odgovarjali na naše dopise in seveda, da bi se tudi bolj redno in večkrat sestajali in bi potem skupnimi mogoče močmi ali pa z več glav več ve, bi potem morda našli tudi kakšno primerno rešitev za naše težave, ki se pojavljajo v zadnjih, ne vem, 6, 10, 12 letih. Namreč mi sprejemamo vsako leto plane komunalnih akcij, ki jih dejansko prelagamo iz leta v leto, jih prepisujemo, morda se samo seznam podaljšuje. Ne? In potem se vprašam, kakšen ima to pomen. Mi delujemo torej tako kot kakšen pevski zbor vaški. Torej nobenega smisla nimamo. Ne? In tukaj se popolnoma strinjam z mojim kolegom tukaj, da bo vlogo mestnih četrti potrebno revidirati in seveda tudi dati več moči, morda tudi finančne odgovornosti, da bo lahko mestna četrt sama upravljala z določenimi sredstvi, z določenim fondom sredstev. Zdaj pa, kar se tiče same mestne četrti Tezno, leta 2009 je bila aktualna pobuda o odcepitvi Tezna, ne, in se je razmišljalo o samostojni občini. Glejte, mestna četrt Tezno bi bila 50. največja občina v Sloveniji. Ne? Torej, iz tega bi bilo sklepati, da bi potem kot del Maribora se večji del sredstev vračalo na Tezno. Ne nazadnje v mestni četrti Tezno je največja poslovno proizvodna cona v Sloveniji, ki še vedno v Mariboru nudi največ delovnih mest. Kot ste že sami dejali, so se določene ustanove selile na Tezno, torej Tezno postaja nekak nov center Maribora. Na koncu pa, ko se peljete po obvoznici, pridete v vpadnico Novo Mariborsko po Ptujski, pa je napisano, da greš tam v center. Sploh nikjer ne piše, da prideš na Tezno. Ne? Tudi to je ena recimo zanimivost, ne? Da Tezno ne obstaja
na obvoznici. Ne? Glede na to, da se pa res, morda pa, da bo res to Tezno tudi postalo center, ne vem, razen če je to bil razlog. Ne? Ampak dobro, to niso pomembne zadeve. To je bolj šala. To niso pomembne zadeve. Govorimo o realnih problemih. Poglejte, pomembne zadeve so vsekakor, kar je mene zmotilo, da ni bilo dovolj kontakta v prejšnjih dveh mandatih in da se niso reševali realni problemi vseh nas, občanov, ki tam živimo. Torej, da se ni dovolj vlagalo v infrastrukturo, da so nam pred očmi propadali športna igrišča, kot sta Kovinar, da se lahko zgodi enemu mestu, da izgine bazenska školjka, torej da nekdanjega kopališča tam, ki je kakorkoli en sinonim za mesto, da ga več ni, da je danes zatreveno. To je vsekakor nekaj, na kar ne moremo biti ponosni in tega nikakor ne moremo oprostiti sedanji mestni oblasti. Poglejte, ko govorimo o potrebah, vsi ste naštevali kar nekatere zanimive in tehtne potrebe iz svojih okolij. Lanskoletni mestni proračun je zaslovel nekako po tej rekordni razliki med načrtovanimi prihodki in odhodki. Mislim, da se je govorilo o razliki med 98 milijoni prihodkov in 155 milijoni odhodkov. Zdaj je v letošnjem letu celo država mestnim občinam in sploh občinam nekaj denarja še vzela zakonom o izvrševanju proračuna. Ali je realno pričakovati, da bodo recimo vsa pričakovanja, ki jih vi imate iz svojih konkretnih okolij, res uresničena samo s tem denarjem iz mestne blagajne, ali je možno in vidite možnosti, recimo, da bi se nekaj dalo narediti recimo tudi samoorganiziranjem, z boljšim odnosom do okolja, s prostovoljnim delom? To je vprašanje za vse, pač bom rekel, ni na nikogar posebej naslovljeno. Gospod Škof, povejte. Pravo vprašanje se postavilo, pogledajte, mi smo v Malečniki bili pred dejstvom, da nam bojo zaprli šolsko telovadnico. Inšpektor že je 2-3 grozil in morate verjeti, še obstojajo ljudje, ki so voljni. In to je naš pevec, ki keramične pločnice polaga, pa tudi sopevci v zboru, solidarno in prostovoljno so položili celotne sanitarije in pravzaprav je bila vrednost okrog 25.000 evrov. In smo tole prostovoljno naredili in je za vzor, da ta telovadnica zdaj funkcionira. Druga zgodba pa je, na šoli imamo okna, ki pravzaprav kurimo, so pa okna totalno dotrajala, tako da bo ven padla. To je problem. Čaka nas cesta, zdaj urejam, včeraj smo bili na ministrstvu, da se pogovarjamo, kaj se nam je zgodilo. Poglejte, zgodilo se nam je to, velike obljube prejšnjih županov, da bomo, ko bomo imeli to nevarno odlagališče v Metavi, kako bojo vse po cesto uredili, kako bojo kupili novi gasilski dom, obljubljali se na mala nebesa. Ko se je to zaključilo, od tega ni bilo nič. Jaz sem zdaj pridobil toliko dokumentov in se pogovarjamo na ministrstvu, da bomo del sredstev pridobili, da bomo to cesto v Trčovo, ki je v obupnem stanju, lahko rečem ena najslabših, pa je gor pod Kalvarijo še, ena najslabših cest, ker se prevažajo tudi otroci. Zgodilo se pa je to, da nam je del ceste zdaj še Drava odnesla. In to je problem in ga mislim, da ga bomo z strpnostjo rešili. Zavedam pa se, da v tej državi ne tako sindikati hodijo, ko bi samo imeli polno malho. Moramo pa vedeti, da smo v gospodarski krizi, tega se pa menda polovica ne zaveda. Jaz tudi to upoštevam in bom tudi strpen in bom tudi, če se bo dalo po drugih virih, dobiti kakšna sredstva, da bomo lahko probleme reševali. No, ampak pogledajte, recimo, tisto, kar je vprašanje in to, kar tudi vi naštevate, kar je prej gospod Kraner našteval in kar vidimo, recimo, kako doseči to, ali vi vidite rešitev, imate predlog, bom rekel, na kratko, kako, gospod Cimerman, takoj dobite besedo, ampak rad bi to povedal, recimo, v posameznih delih Maribora se še vedno ukvarjamo z osnovnimi potrebami prebivalstva. V Malečniku so imeli, hvala Bogu, zdaj nimajo več težave z zdravstveno ambulanto, na Teznem vas je še vedno strah, da boste, ne vem, zdravstveno ambulanto izgubili, v Limbušu ni povsod kanalizacije, to, kar je gospod Kraner prej povedal, ne vem, ni ponekod vode. Osnovnih stvari, govorimo pa o tem, da živimo v 21. stoletju.
in da živimo v drugem največjem mestu v državi, nimamo pa ljudje, ki živijo v tem mestu, nimajo teh potreb in teh osnovnih zadev urejenih. Gospod Cimerman, kako vidite ta problem? Vidim, da vi napačno gledate na stvar. Namreč naslovniki nismo pravi. Ravno, in hvala Bogu, da ste to vprašanje postavili. Mi z denarjem sploh ne moremo razpolagati. Mi lahko napišemo tako, pobudniki ste lahko. Pa seveda, sej je rekel, zelo dobro je rekel kolega, pravi, praktično samo še prepisujemo. Jaz recimo to cesto Trubarjevo gor proti Kalvariji, od mojega predhodnika sem podedoval prioriteto ureditev ceste na Kalvarijo. Ne? In seveda tudi jaz to pišem. Ampak to je samo en primer. Ne gre zdaj za ta primer. Gre za resnično strukturno vprašanje. Ne? Mestna četrt center je imela na pamet, prosim, da me ne bo kdo zagrabil za evre, za cente ali pa kaj takega, cirka 270 000 evrov, ki so jih predhodniki v dobri veri, da bodo lahko nekoč nekaj s tem denarjem ukrenili, na nek način pridobili. In je bil na žiro računu. Nemogoče je bilo s tem denarjem karkoli storiti. Zaradi tega, ker je pač predpis, naš predpis mestne občine v statutu piše, da ta denar, ki pride, se lahko porabi samo za investicijske naložbe in to ne tiste, ki bi si mestna četrt omislili, ampak tiste, ki jih mestni svet določi z načrtom. To pomeni, niti lastna sredstva ne moreš uporabiti. To se pravi, da to, kar vi zdaj vprašate, bi sodilo v tisti kontekst, ki sem jaz prej rekel, na nek način malce drugače zasnovati mestne četrti oziroma jim dati več možnosti tako pri planiranju kot pri odločanju. Ker eno je, da ti nekomu ves čas posreduješ svoje predloge, ki recimo so slišani, da ne bom rekel, da niso slišani, ampak recimo so slišani, ampak niso uslišani. Ne? To je razlika. Ja, seveda. In tu se mi zdi, da je s tem vprašanjem pravi zadetek. In če je danes namen, da na nek način poskušamo dati neke smernice, kaj mi kot ugotoviti moramo, kaj so problemi. Tako, s čim naj se ta nova oblast in novi župan, kot sem rekel, uvodoma ukvarja potem, ko bo prišel na oblast. Gospod Kraner, vidim, da vi hočete več čas nekaj dodati. Jaz bi rad dopolnil. Ja, prosim. Absolutno se strinjam z mojim predhodnikom. Več pristojnosti lokalni samoupravi, se pravi krajevni skupnosti. En primer samo povem. V Limbušu praktično se na veliko gradi. To je zdaj postala, bomo rekla, Mariborčani silijo ven, na obrobje. In nikogar ni recimo na občini, da bi nas vprašal, kakšen tip zgradbi mi želeli. Mi smo razočarani. Jaz vam po resnici povem, ko se peleš proti Limbušu, v stvari, ko priješ v Limbuš, vidimo na levi strani drvarnice. Enokapnice so za nas drvarnice. To ne spada pod obromke Pohorja, oprostite. Da ne govorim recimo proti Meranu, recimo neke novogradne, avstrijski stili in tak naprej, recimo ekološke, absolutno zgrešeno. Se pravi, naša vloga je tu nična. In tu ravno želimo spremembe in da bi tu dejansko občina ali na državni ravni se moralo nekaj spremeniti in nam dati večje pristojnosti. Prej ste vprašali, na kak način, recimo, prej smo slišali tudi o mestnih četrtih, lahko govorim za krajevne skupnosti. Kak mi vidimo, recimo, da bi lahko pripomogli o stvari, ki vidimo, recimo, da bi lahko prihranili, da bi občina manj porabila, recimo, za te osnovne zadeve. Pri nas se je zgodilo pred leti, so gradili eno novo naselje, ki ga je gradil podjetje Feku. In kaj smo mi dobili od tega podjetja, ki je to gradilo? Popolnoma nič. 200 novih prebivalcev, lokalna skupnost ni imela dobene besede, občina pa ni mogla niti toliko se izboriti, da bi od tega dejansko naselja do centra Limbuša zgradila pločnik. Zdaj smo prisiljeni uvesti avtobus, da vozijo otroke, ker morajo hoditi po taki ozki cesti, ker se dva avtomobila niti srečati ne morata. To je katastrofa.
cesta je v razsulo, vozijo tovornjake, 1, 3, 4, ne zgodi se nič. Tako da tudi tu recimo bi lahko dejansko lokalna skupnost ali pa krajevna skupnost pomagala z idejami, priporočili in dejansko primorala te novograditelje, kobajagi z veliko denarnico, da bi tudi za naš kraj nekaj za komunalno napravila. Ne samo svoje interese, mi smo celo imeli takšen problem, da je FEKU hotel, da bi občina zgradila kanalizacijo čez to naselje. Hvala Bogu, da se to ni zgodilo, da smo se oprli in da je potem še to so napravili zelo površno. Vam moram povedati, da imamo še zdaj težave. In upam, da bomo z novo oblastjo ali pa z to, ki je zdaj dejansko uspeli doseči več, za prispodobo, da ne o tem misli samo, da se dogajajo dejansko težave v mestnih četrt, tudi krajevni skupnosti. Za eno zadevo, samo za 500 metrov ceste, 600 mailov. 600 mailov iz računalnika poslano, dokumentirano, da si vztrajen, da nekaj dosežeš. Oprostite, drugače ti ne jemljajo resno. Denarja, malha je dejansko velika, denarja pa premalo. Bolje kdo vztrajen, prej nekaj doseže in jaz upam, mene poznajo kot vztrajnega človeka, da bomo v Limbušu dosegli, da končno pridemo v to kanalizacijo, ker drugače si ne znam predstavljati, da bom lahko še naprej umirjal ljudi. Ampak recimo, če govorimo o vseh teh problemih, kako sploh vidite recimo v tej delitvi pristojnosti in vsega in kako ste zadovoljni recimo z delovanjem javnih podjetij v Mariboru? Gospod Grbič. Ja, vsekakor, če se vrnem mogoče malenkost nazaj, glede teh, jaz mislim, da bi javna podjetja morala vsekakor delovati v dobro ljudi bolj kot sedaj in seveda ne bi smela imeti tako visokih cen. Zato, ker menim, da so neupravičeno visoke cene teh javnih podjetij. Če gledamo javni prevoz, imamo dražji javni prevoz kot Ljubljana, ne vem zakaj. Komunalne storitve tudi gredo samo navzgor. Tako da vprašanje je, ali so upravičeni do tako visokih stroškov, ali nam dejansko računajo recimo vse to, kar do tega, do česar so upravičeni. Jaz mislim, da ne. To ni več normalno, da te cene gredo v nebo. No, jaz lahko za krajevno skupnost povem samo to, da osebno na komunali delam že več kot 6 let in dobro poznam dejansko komunalne dejansko službe in moram povedati, da jaz osebno sem zadovoljen. Lahko rečem, da se v Limbušu praktično na klic vedno odzovejo, je pa res recimo, da je občina Maribor velika, da so problemi po kakih vodnih ujmah veliki recimo in včasih moraš biti malo potrpežljiv. Zimske službe zelo dobro delajo, tako da čujte, težave so vedno, ko sneži recimo, ko se kupi snega, vemo recimo, da so vse posod težave in jaz mislim, da že leta jih kar pozitivno rešujemo. Velik, bom rekel, doprinos je pa režijski obrat, ki so ga uvedli, moram pohvaliti in smo zadovoljni in se ne znamo zamišljati, da ga ne bi bilo resno v krajevni skupnosti, ki je, bomo rekla, kar po Dobronke Pohorjena razširjena, tako da predvsej teh zemeljskih del, vzdrževanje še, bom rekla, makadamske. Če bi se morali vsakič iz centra po snegu pripeljati do vas, pol bi dolgo čakali, gospod Škof, povejte. Če smo že ravno pri komunali, poglejte, ne govori, da cene grejo v nebo, ker se od 2009 še niso podražile za popolnoma en cent. To lahko zagotovim, ker je to resnica. Kaj se pa tiče prejšnje komunale pod prejšnjim županom, gledajte, kaj se je zgodilo, veste to zgodbo. Vsi so ti akterji, ki so delali, da bi se vse skupaj zrušilo, je bilo takole, da sem jaz bil takrat, ko sem ja to akcijo začel voditi, pa še mi je danes žal, da sem se sploh tega lotil, ker sem en kup težav, pa en kup stroškov, sem v Ljubljani to zadevo začel reševati, takrat je bilo na mizi
pod državno sekretarko pod Lipnikovo, takrat je prejšnji župan zahteval 40% povišanja komunalnih storitev na čistilno napravo. To sem takrat jaz, pa ne bi rekel takrat, gospod Podlipnik, Škof, niti za 1 cent se ne bo podražilo, ne dovolim. In takrat smo mi začeli to zadevo pelati, dobili smo ta sredstva nazaj. To sem pa še posebej ponosen, vse te zgodbe in vse obtožbe so letele na podjetje Nigrad, ki ni bil popolnoma nič kriv. Mestni svet je takšni odlok sprejel in mi smo to plačevali. In to sem bil vesel, da sem to preprečil. Bilo pa je en kup potikan, v Večeru je pisalo, da smo si denar delili, da sem jaz delil svojim kolegom, kar sploh niti v sanjah ni bilo to res. In potem človek je razočaran, ko se trudi, pa potem dobiš takšna polina pod noge, pa do zdaj lahko rečem, še nisem dobil ene posebne neke pohvale za to, kar sem dobil priznanje krajevne skupnosti za ta trud. Potem pa, zdaj ko na Facebooku gledam, pa čitam, delam pošteno, delam volontersko, mi skupaj vsi 4, to lahko povemo, nekateri pravijo, vam je lahko, ki še imate zdaj eno plačo, ljudje nekaj na pamet govorijo, ker niso seznanjeni s tem, niti za stroške nimamo, smo pa jaz pa sem zdaj v drugem položaju, ko vsi, vi 3, ko ste mestni četrti, jaz imam veliko krajevno skupnost z vasmi in vsaki mesec vidim, da imam 40 evrov telefona, mobitela in takih bedakov, po domače povedano, ko smo mi, jih je zelo malo, pa ko se to podaš. Dobro, gospod Škof, da se vrnemo malo tej temi o javnih podjetjih, ker mislim, da je pomembna. Gospod Grbič ima eno repliko, najbrž na tisto izvajanje. Gospod Cimerman, prosim. Bo prej on? Ne, kar povejte, pa bo gospod Grbič. Prvo vprašanje je bilo javna podjetja. Ne? To isto vlogo, ki jo eno javno podjetje opravi, lahko opravi tudi neko zasebno podjetje. Ne? Ampak javna podjetja so ustanovljena zato, da bi ta dela bila čim bolje in čim ceneje in čim hitreje opravljena. Na tem je poudarek. To se pravi, ljudem, občanom, ki so javna podjetja ustanovili, čim bolj prijazno podjetje. To pa pomeni, da tako podjetje ne more imeti dobička. To pomeni, da tako podjetje ne more, ne vem, širiti ali pa ustanavljati neke hčerinske, pa ne vem kakšne še zadeve zraven. Ne? Najbrž ima dobiček, ampak ga je treba vrniti v potrebe mesta, skratka, s tem nekaj narediti v vseh teh krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Po mojem, podjetje dobička ne more delati. Dobiček naj dela nekdo drug. To podjetje je ustanovljeno zato, da bo to delo opravilo, ne pa da bo ustvarjalo dobiček. Čim pa začneš, lahko dobiček, pol pa imaš vraga, ne? In tu se mi zdi, jaz zdaj to govorim kot občan, ne kot predsednik mestne četrti. Kot občan sem zelo nezadovoljen. Zdaj pa grem kot predsednik mestne četrti. Sem pa tudi nezadovoljen, ker nimam nobene povezave z njimi. Nobene korelacije ni. Prej sem omenil, ne, da bi mene kdaj iz stanovanjskega sklada vprašali, čuj, kaj bi vi mogoče se malo z nami pomenili, pa nam kaj posvetovali, ali pa to ni šans. Ali pa recimo, ne, res, ne, kjerkoli je, katerokoli od teh javnih podjetij, imamo pogrebno podjetje, imamo stanovanjski sklad, imamo, recimo, jaz sem prej rekel, da smo pisali na Marprom nekajkrat, na Marprom, pa smo pisali na komunalno direkcijo, pa ne vem kam. Nihče nam ne odgovori. Marprom kot javno podjetje bi moral malce drugače zadevo zastaviti, ne? Ker zdaj je postal javno podjetje. In zdaj bi morali tudi ugotoviti, kaj. In tu se mi zdi, da bi mestne četrti, ne, če zdaj mi kot mestne četrti tu, sploh nimamo povezave z javnimi podjetji. Javna podjetja bi nas morala izkoristiti kot servis. Za pridobitev informacij, za pridobitev informacij, za to, za ono in tako naprej. Sej pa ne nazadnje, to bi bilo potem prav. In potem bi lahko rekel,
da je mestna četrt oziroma ta baza, kot ste jo vi prej imenovali, povezana tudi z javnimi podjetji, ki pa so ustanovljena za to, da za bazo delajo. No, dobro je vedeti, da v bistvu teh povezav nima, ki bi morale biti življenjske in normalne. Gospodu Grbiču bi dali besedo, gospod Škof, pol pa lahko dodamo nekaj. Izvolite. Ja, gledajte, Nigrad se nahaja, sedež Nigrada v naši mestni četrti, ne? In zanimivo je, da skrbi tudi za javne površine in ne moremo v poletnih mesecih biti zadovoljni z stanjem na javnih površinah, ki so recimo več let že to sedaj opozarjamo, še od zime, od peska recimo, da so ceste in pločniki, tako da to je vsekakor stanje, s katerim ne moremo biti zadovoljni. Odpadkov je preveč na tleh. Kar se pa tiče samega Marproma, ne, tukaj čaka celotno občino Maribor, po mojem, en izziv, kako mestni promet posodobiti in spraviti na nivo izpred 20 let, čeprav smo že takrat tarnali in bili nezadovoljni za tistim, kar smo imeli, ampak žal smo sedaj 30 let zadaj. Ne, kar se tiče mariborskega avtobusnega prometa, če govorim, linije so popolnoma brez logike, časovni intervali so preredki, vsekakor, ne. Tudi teh nočnih voženj več ni, ki so bile nekoč, ko smo bili še kao industrijsko mesto. In sedaj si mi gremo turizem, pa nimamo javnega prometa. Gremo se zeleno cono v mestu, pa nimamo urejenega javnih prevoznih sredstev in javnega prometa. Okoljska cona, ne, o tej govorim. To vse se lepo sliši, ampak po mojem je to premalo premišljena poteza bila, ne, v tem trenutku, ne. Gospod Škof, prosim. Kar se tiče Marproma, jaz sem bil v nadzornem svetu, ker poznam zgodovino Certosa, pa še avtobusnega prometa, ker sem bil tam tudi v službi. Poglejte, kaj se je zgodilo. Ko je prišel tujec v Maribor, je prejšnji župan pripeljal z to firmo takšne avtobuse, da se bo kosmili. Takšna poraba goriva je bila, da je to nekaj nemogočnega, in če bi to naprej še ostalo, bi se avtobusi dobesedno razpadli. To je bila zadnja priložnost, da je šel Marprom za sebe. Zdaj je treba najti, se tudi v proračunu je, da se nabavijo novi avtobusi. Plan je pa sledeč, da bi vsak občan Maribora za 7 evrov dobil vozovnico, pa bi se s to vozovnico vozil in bi tudi se lahko vozil z gondolo na Pohorje. To je vse preračunano. Če bi bilo to je bila županova ideja in je to, mi smo to nekaj preračunavali in je ta zadeva zelo, zelo zanimiva. Ne morete pa vi, če dobite kmetijo brez krav, ne morete kmetovati kar čez noč, potem je treba to začeti sanirati, ker je naredila se velika napaka, da je sploh Certos Mariboru razpadel. To je prva zgodba, kar je mene najbolj bolelo. Na tem bi morali graditi. Vse vidite, da smo tam tiste garaže, ko smo imeli na Lihaltovi, izselili, kar je bilo popolne nonsens, ki ni bilo nikoli potrebno. To so napake, ki so se dogajale prej. Ne more zdaj nekdo sanirati čez noč. Jaz bi rad videl zdaj to novo vodstvo, ki pravi ulica, dajmo to vse skupaj zamenjati. Prosim, lepo, tak se to ne dela. In bomo še prišli na vprašanje, če bomo prišli. Jaz se tem ukvarjam in me to boli, ker delam. Vi ste dobro idejo, gospod Škof, dali. Bom rekel, če se zgodi to, da se bo v Mariboru za 7 evrov na mesec vozili, mislim, da se bomo vsi z avtobusom vozili. In to kaj, na mesec 7 evrov? Ja. Računate, koliko ljudi je, pa bomo tam. To bi bilo zelo dobro. To je super ideja. Dobro, hvala vam seveda za vse te ideje, za vse te informacije. Mislim, da smo nekako na dnevni red te javnosti, tudi mariborski in siceršnji, in tudi vsem tistim, ki bodo, ne vem, 17. marca kandidirali za novega mariborskega župana, kar natresli nekaj problemov in nekaj tem, o katerih bo vredno razmišljati tudi v prihodnje. Jaz se vam seveda zahvaljujem za vse te ideje,
ideje, za vse komentarje in za vse analize, ki ste jih prispevali k temu in se vam zahvaljujem seveda za sodelovanje v nocojšnji oddaji. Jaz se pa vam zahvaljujem in verjetno mi vsi skupaj za tako oddajo, ker smo potrebovali. Še drugi vaši kolegi so tukaj, velike mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ampak recimo, da ste vi za vzorec načeli nekaj, o čemer bodo tudi vsi v prihodnje razmišljali. Hvala vam še enkrat. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost in za to, da ste bili v naši družbi. S prihodnjim tednom se oddaja v Žarišču poslavlja z malih zaslonov. Nadomestili jo bomo z novo oddajo z nekoč zelo znanim naslovom Tele-M. Na sporedu bo ob ponedeljkih, sredah in petkih, takoj po poročilih ob 20. uri, zato vabljeni v našo družbo v ponedeljek 4. februarja. V oddaji Tele-M bo več novosti, ki jih boste spoznavali postopoma, več vpliva, kot doslej boste imeli tudi vi na oblikovanje njene vsebine, tudi naj vsaj do ponedeljka kakšna podrobnost še ostane skrita. Lep večer še naprej in nasvidenje.